Jure, ki bo čez teden dni dopolnil 25 let, se že 15 let odlično počuti na motornih saneh. Ljubezen do športa ga je pripeljala do adrenalinske kategorije freestyle skakanja z motornimi sanmi, česar pa ne počne samo po zimi, ampak skače čez vse leto. Ja, ne suham pa zdaj ne 2 leti, tu, da sem malo navadil, pa da smo se ni zrihtali, da se lahko ledijo brez snega, pa se malo trudim po častku. Kaj vse je bilo treba predelati na saneh? Ja, najprej sem mogel dati smučke s kolesi, zato da lahko sploh zavijam, pa hladilnik sem mogel zamenjati, dati enega od avtomobila, da mi je vse skupaj hladil, ker drugače je tu narejen, da samo sneg hladi. Videli smo tudi, da je predelana tudi rampa. Ja, rampa je posebej za te sani, super kicker se imenuje, da je tako dvigena, da te zelo visok gor vrže. Po sredini ima pa gosenco za boljšo prijem. Aleš je sprva vozil cross, pozneje je pristal na quadu, za katerega pravi, da je eden izmed najtežjih športov freestyla. Meni je všeč, zato ker nas je res malo, tudi po celi Evropi smo samo 4, ki skačemo 4-kolesnikom. Zakaj je skakanje 4-kolesnikom tako težko, tako velik izziv? Na 4 kolesih je važen vsak, pri odrivu je važen, da naletiš po stran, ker če bi pri strana 2 kolesa priletel, te lahko hitro zmeče, pa sama teža 4-kolesnika, ki je 170 kg, je ta 4-kolesnik, pa zelo majhen hod amortizacije ima. Tako da te zelo hitro, če si predaleč ali pa prekratek, te zelo hitro zabije, po domač povedano. Je bilo treba 4-kolesnik kaj predelati ali gre za serijski model? Sam agregat je serijski, zamenjali smo samo amortizacijo spredaj in zadaj, pa cel izpušni sistem, to je pa to, pa moja, pa krmilo in drugo prilagojeno malo meni, ampak vse ostalo je pa originalno. Ob pristanku je vedno grozen pok. To ne pomeni, da je kaj na sankah počelo ali da je kaj narobe? Ne glih, no, zaenkrat. Če jih bom pa pogledal malo bolj, bo pa tudi tam kaj počeli, ja. Se nimajo 200 kg, pa še sam zapremo okrog 100, rečemo, tako da 300 kg, pa še benzin. Kar velika sila, no. In kaj vidiš, ko si tam zgoraj? Ne vem, jaz samo gledam na tla, nič ne gledam glih kaj okoli, ker nimam še za to čas, no. Lahko pa tudi kako lušno včasih pogledam malo, no. Skozi čelado se zelo malo sliši ljudi, ampak takole, ko priješ pol na doskok gor, ko slišiš ta bučen aplavz, se pač počutiš, te še bolj motivira, da še kaj boljš probaš trike izvesti, bolj iztegnjeno, ampak pravim, publika veliko pomaga pri sami izvedbi tega športa. Kot je bilo na prireditvi omenjeno, pri tovrstnih športih brez poškodb enostavno ne gre. Fantje imajo v telesu zaradi poškodb že toliko kovine, da jih letališki detektorji skoraj ne spustijo skozi.